Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dober večer. Veliko veselje nam je, da boste nocoj delili z nami ta poseben dogodek. V naši sredini pozdravljam gospoda Roka Petje, v.d. direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, gospoda Joška Horvata Muca, predsednika Zveze Romov Slovenije, gospoda Boruta Horvata, podpredsednika Zveze Romov Slovenije, podžupanjo občine Brežice gospo Mojco Florjanič, podžupana občine Brežice gospoda Bogdana Palošnika, gospo Moniko Sandreli, novinarko Radia Romik in ustvarjalsko romskih oddaj na RTV Slovenija, pozdravljam tudi gospo Lano Nikolič, čeprav je še nisem uspela videti, koordinatorico Levice Spodnje Posavje. Gospoda Sandija Horvata z RTV Slovenija. Ravnateljico Celjske Mohorjeve gospod Tanjo Ozvatič in gospoda Simona Ozvatiča. Predstavnike drugih medijev in društev, ki so se odzvali našemu vabilu. V duhu kulturnega praznika je Društvo diabetikov Posavje Brežice v svoj program uvrstilo tudi predstavitev romana Rudija Mlinarja Kamau tu, zato prosim predsednico društva, gospodarjo Mandžuka, za nekaj besed. Drage članice in člani, spoštovani prijatelji, znanci, cenjeni gostje. Prisrčno pozdravljeni v imenu Društva diabetikov Posavje Brežice in seveda tudi v mojem imenu. Zelo smo vas veseli in hvala vam, da ste si vzeli čas, da nocoj v naši družbi preživite ta večer. Vaša prisotnost je dokaz in priznanje, da se trudimo držati skupnost in da dobro delamo. Društvo diabetikov Posavje Brežice je zelo aktivno na različnih področjih. Zbiramo, družimo se člani, da se izobražujemo, da z znanjem poskušamo čim bolje obvladovati sladkorno bolezen, pa si tudi izmenjujemo izkušnje in se podpiramo. Zelo smo ponosni na naše delovanje, saj je to prepoznavno ne samo v lokalni skupnosti, ampak tudi širše. In veseli smo, da imamo med nami zelo znane avtorje. Naši člani, moram povedati, so zelo aktivni, zelo pridni, in pa na te, ki pa imajo posebno žilico, da ustvarjajo na področju glasbe, proze, poezije, pa še dodatno bogatijo naše društvo in skupnost, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Njihova dela torej nas bogatijo, postajamo bolj čutni, v teh delih so vnešena izkušenjsko učenje in pa njihova ustvarjalnost, ki nas vedno navdušuje. Zavedamo se, kako močne so besede in glasba, ki vplivajo na naše razpoloženje, na naše počutje. In zavedamo in verjamemo, da besede in glasba imajo neverjetno moč, da nas lahko povzdignejo, nas potolažijo in lahko rečemo enostavno, da nam vsakodnevno bogatijo naše življenje. In danes bi bili zelo veseli,
če bi tudi ta večer bil poseben večer in bi nas obogatil z novimi spoznanjami, z novimi izkušnjami in pa predvsem lepimi spomini, ki jih bomo odnesli domov. In naj zaključim za konec. Kako pomembna je misel, tam, kjer je volja, tam je tudi pot. In če tega se držimo, naj bo to naš opomnik, potem bomo lažje premagovali vse ovire in tudi vsak cilj, še tako težak, bo lažji in rešljiv. In če bomo skupaj držali, bomo tudi ustvarjali svet, v katerem bo življenje sladkorno boleznijo, lepši in lažji. In dragi moji vsi navzoči, resnično smo vam hvaležni vsega srca, da ste danes prisotni. To dokazujete, da nas podpirate in sploh nam dajete moč, da delamo. In na koncu res si želim, da bi ta dogodek, ta večer, bil še en bogat spomin v mozaiku naših druženj. Hvala in res sem vesela, da ste danes z nami. Predsednici. Ja, človek za svoje življenje ne potrebuje le najnujnejšega, temveč tudi izdatno mero tistega, kar hrani njegovega duha, kar buri domišljijo in sili k razmišljanju. Nocoj bomo tega deležni v najprijaznejši obliki, v pesmi, glasbi in besedi. Najprej naj na oder povabim Petra Dirnbeka, ki je v samem začetku pomagal pri uresničevanju ideje o tej knjigi in ima tudi sicer veliko izkušenj na področju, o katerem knjiga govori. Peter Dirnbek in Joco Vogler bosta zapela pesem Za vse ljudi, nato pa svojimi mladimi gosti, ki so posebno presenečenje, še pesem Tudi jaz sem samo človek. Sem le majhen človek, poln zmot, nimam pojma, kam me vodi pot. Le en košček sreče si želim, da v miru to življenje preživim, da v miru to življenje preživim. Pesmijo si krajšam svoje dni, rad bi jo ponesel med ljudi. Slutim, da k vratu gre ta svet, a nekako pač treba preživeti.
Probudiš u pametnom kada tentilinu, svako novo veš, želja teški dan, čanuka, lani lura prašti, i sa reke negdje isto kakavini. Hvala za te dve lepe pesmi. Mislim, da nas je res pretreslo. Ta uvod v jedro nocojšnjega dogodka je zagotovo že nekoliko zmanjšal vprašaj, o čem bo tekla beseda. Tu bosta tančico dokončno odstrla Lučka Črnelič in Rudi Mlinar, zato jima predajam besedo. Lepo pozdravljeni. Uvodni besedi in glasba sta odlični iztočnici, da se posvetimo predstavitvi izvirnega družbenega romana avtorja Rudija Mlinarja in klepetu o knjigi Kamautu, ki je avtor postavlja med posebno in sebi zelo ljubo literarno delo. Upava, da bova v pogovoru odstrla res le tančico vsebine, ki se nanaša na odseve različnosti v družbi in s tem zbudila radovednost ter pritegnila k branju številne bralce. Pa najprej nekaj besed o avtorju. Rudi Mlinar, po rodu Korošec, od leta 1999 živi in literarno ustvarja v Brežicah. Od leta 2007 je član Društva slovenskih pisateljev. Ves čas deluje tudi v literarni sekciji Beseda Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Za pisanje je prejel več nagrad in priznanj. Je plodovit pisec. Na njegovi ustvarjalni poti je nastalo skoraj nepregledno število proznih in dramskih del, nekaj tudi v soavtorstvu s soprogo Ivano Vatovec. V zadnjih letih se je posvetil predvsem pisanju biografskih romanov, če ob tem izpostavimo zgolj romane o slovaropiscu Maksu Pleteršniku, pisatelju in advokatu Janezu Mencingerju, pisatelju Prežihovem Vorancu. Pred kratkim je izšel roman Volan, okrogel kot svet, v katerem je po pripovedovanju poklicnega voznika Borisa iz Brežic, ki je tudi nocoj med nami, ki se je z volanom po širnem svetu odpravil šele v zrelih letih, literarno pa ustvaril neverjetno življenjsko zgodbo. Morda pa preseneča, da knjiga Kamautu ali Kamautu, me lahko danes popravite, ki je pred nami, postreže z razmišljanjem o sobivanju različnosti v naši družbi, ki je že resnično in pregovorno zahtevna in se v njej srečamo z razodevanjem sobivanja z etnično skupino Romov. Naj takoj na začetku povem, da gre za roman in naslov Kamautu, ki v romskem jeziku pomeni ljubim te. Še zdaleč pa to ni ljubezenska zgodba s srečnim koncem, odstira pa romsko problematiko v prepletu bivanja, izobraževanja, ljubezni vsekakor. Spoštovani Rudi, sklepam, da po svetu hodiš z odprtimi očmi in se te dotaknejo različne teme in situacije in nemirni pisateljski duh ti nakazuje, da jih zapisuješ. Vsekakor bo za nas vse zanimivo, sicer klišejsko vprašanje, od kod pa navdih za to pisanje? Ja. Ko sem že malo prej omenil tam na intervjuju, je to vprašanje, ki se mi je postavljeno, ko sem se pogovarjal z svojim prijateljem in dobrim znancem, Vinko Ošankom, priznanim pisateljem, esejistom in sploh državnim človekom, ki mi je svetoval, naj se povežem z nekim priznanim glasbenikom iz Ljubljane, da bi v tej tematiki tudi kaj napisal, potem pa iz tega nastalo čisto nekaj drugega, kar sem sprva nameraval, ampak tematika me je tako zagrabila, da sem sklenil, da bom v to temo šel, sploh ker sem kot varnostnik bil zaposlen v Ljubljani, da železniške postaje, in sem tam poznal dosti Romov, ki jih prej nisem videl, pa nisem poznal, in njihova življenjska usoda, njihov način življenja je tako pritegnila, da sem zasnoval ta roman. Ko sem ga pa enkrat začel pisati, je potem zgodba sama tekla in me vlekla, sam niti nisem se zavedel, kam pelje. Ko sem začel, nisem konca vedel, ampak konec je nastal potem potom tega romana. Vsekakor je treba vedeti, da gre za umetniško delo in ne za kakšno strokovno, teoretično problematiziranje nestrpnosti, zadržanosti, za postavljanje nam drugačnih.
To moramo takoj na začetku poudariti. Seveda, to je izmišljen roman, ampak kot je že nekoč Ernest Hemingway, priznan literarni ustvarjalec, rekel, da je resnično dobra knjiga je napisana tako, da je kot resnično življenje. Se pravi, da knjiga, ki ni po resničnem povzeta, ampak nosi v sebi klice resničnosti, kot vsaka taka knjiga, ko je tudi ta. No, vsekakor pa na začetku smo govorili o navdihu, vsekakor pa to ni dovolj, da se tudi lotiš pisanja takega romana. Je treba bilo po mojem vložiti kar nekaj truda, da si se spoznaval s to skupnostjo in mogoče bi bilo zanimivo, da nam malo poveš, kljub temu, da je to izmišljena stvar, neka osnova pa le mogla biti, za katero si se potrudil in jo spoznal. Seveda, že moja žena Ivanka je prej omenila Petra Dirnbeka, ki je tam živi v bližini tega naselja romskega in se tudi že drugače poznamo. In ko sem ga to omenil, da bi rad uvidel in občutil utrip v tem naselju, smo za neko nedeljo smo se odpravili tja in smo preživeli precej uri v tem naselju. Še zdaj sem hvaležen domačinom, ki so me tako lepo sprejeli, ki so naj tako lepo sprejeli. In tam se je pokazalo, da je ta tematika še kako potrebna in da so tudi domačini, da bojo hvaležno sprejeli to, kar je potem nastalo v tej knjigi. In mislim, da poleg teh izkušenj, ki sem jih imel iz Ljubljane, pa tudi z Bele krajine, z romskimi naselji, ki so tam prisotne, ki sem jih tudi videl, pa z njimi govoril, je v tej knjigi. No, potreba je poudariti, da še je bilo potrebno mnogo brskanja po spletu, je bilo potrebno mnogo poiskati mnogo podatkov, listal sem po časopisih, razne vesti, ki se tam pojavile. Se pravi, skušal sem pač realno opisati to življenje, ne ga idealizirati, ne ga poveličevati in ne ga delati v stran, ampak koliko toliko se približati resnici, ki je prisotna med nami in Romi. In tudi naslov današnje prireditve, ki ga je, moram povedati, oblikovala Ivanka, Sobivanje različnosti, je simbolični naslov, ki nam pove, da bi to sobivanje različnosti, če bi ga upoštevali, ne samo med Romi, pa med Slovenci, pa med belimi in črnimi, bogatimi in revnimi, ampak splošno, vsako sobivanje različnosti bi nam prineslo v svet mnogo lepšega, kot je danes prisotno. No, to si zelo lepo povedal, sicer pa tudi sama sem mogla kar pobrskati po internetu, predvsem pa, da sem se malo poglobila v to tematiko ali pa tudi problematiko. Moram pa priznati, da že dolga leta poslušamo v ponedeljkih oddajo Naše poti. Mislim, da sta soustvarjalca tudi med nami, tako da sem o določenih stvareh pa tudi seznanjena že odprej. Zato sem z veseljem tudi sprejela tvoje povabilo, da skupaj predstaviva tale roman, ki lahko rečem, da je kar nastal kot eno zajetno delo, kar 300 strani, dobrih 300 strani obsega. Nekako si ga zastavil v 2 delih, ki bi jih jaz imenovala tako kar polovično, je prvi del in polovično drugi zastopan, ki bi jih jaz imenovala prej in potem. Prvi del obsega predvsem otroška leta 2 naših glavnih junakov, Zorana in Milena, obsega življenje v romskem naselju, obsega problematiko šolstva v Romov in ostalih v osnovni šoli, njihove prigode, njihove razhajanja, njihove težave, ki nastajajo, obsega tudi vse tiste dejanja, ki so včasih zapisana v časopisu na tistih stranih, bolj kronike podobno. Ampak tudi tam se 2 fanti in dekle nekako zbližata s tem, ker pač
pridem do takega nesrečnega slučaja, ki je prisoten, da še to bolj poudarim. Potem pa se ta konflikt nastane, ker so pač starši dekleta tako nasprotujejo da bi karkoli kdo z njihovim dekletom se družil, sploh pa človek iz romskega naselja, mislim, fanti iz romskega naselja. In potem je tu že en tak zaplet, ki potem vodi do tega, da to skušajo te ljudje razvojiti, ta dva mlada človeka, ki se v bistvu ne zavedata tega, zakaj je njuna, ne bi rekel še ljubezen, ampak zakaj je njuno prijateljstvo na tako težki preizkušnji, ki je mogoče, ki ga ne razumeta, ampak obenem občutita krivico, ki se jima dogaja enega in drugega. Ja, res zelo hitro sva prišla do tega prijateljstva, ampak kar precejšen del tega prvega dela knjige, res se nekako v tem delu se ukvarjaš s to problematiko romsko. Še vedno slišimo, da je aktualna in pereča, čeprav že toliko let poslušamo, da nekako smo družba prijazna tudi drugačnim, vendar tako ni. Torej, v tej zgodbi, če potem nadaljujeva in če se ne misliš s problematiko tega ukvarjati, sej v knjigi je to kar obširno napisano, gre dejansko za neko predanost med sošolcema v osnovni šoli, v nižjih razredih je to, Zoranom, ki izhaja iz romske skupnosti, in Mileno, ki izhaja iz premožne slovenske družine. Če pobrskamo po svojih življenjih, se tudi lahko vprašamo, kakšne odnose imamo mi do drugačnih, ki to samo prebiramo. Torej, Zoran in Milena sta se, oziroma Zoran je bil v ločenem oddelku, mogoče bi bilo to zanimivo, izhaja pač iz te romske družine, iz tega romskega naselja. Bil je že od začetka zelo poseben fant, drugačen od drugih, ki so v teh družinah. In je bil odličen učenec v tem dislociranem oddelku, ki so ga na eni izmed teh bližnjih šol, v katerih mislim, da si ti to zgodbo spoznaval, ki so jih pač imeli pred leti. In potem je imel priložnost, da se vključi tudi v normalno osnovno šolo. In tam se je srečal z ostalimi, bomo rekli, običajnimi učenci, vendarle pa Zoran in Milena, kot se je poimenoval plavolasa slovenska deklica, sta se srečevala še nekje drugje. Ja, no, če vsebinsko skoraj preveč povedali, če bi vse začeli razlagati, ker je dosti zapletov je v knjigi, dosti tega od staršev do drugih stvari. Mislim, da je to bolj zanimivo za tiste, ker moram reči, da kot pisatelj stojim na takem mnenju, da je treba knjigi dati prostor, treba dati priložnost, treba dati vam pravcem priložnost, da sami odkrivate vsebino, da sami greste od strani do strani in iščete in razmišljate in da ne veste, kam tam vaša pot vodi. Zato je najboljše, se mi skoraj zdi, da čim manj dotikamo vsebine, ampak čim bolj problematike, ki je v tem zajeta, da boste bolj radovedni, da boste več, da bo več knjig našlo pot v vaše domove. Vse zadnje je rečeno, da ko pisatelj knjigo napiše, potem knjiga skoraj ni več njegova last. Je last tistih, ki jih boste posvojili kot literarne otroke, na nek način, če rečemo, za mene je knjiga literarne otroke in kot taki želim, da najde pot v čim več vaših domov in da vam polepša kak večer, ko bo pust, ki bo drugačen in bo za knjigo
postal lepši. Tudi takole bi prehitro zaključila. Jaz ti moram povedati, da sem te hotela izzvati, da so se njune poti še posebej srečevali pri glasbi, kjer je tudi redko, da hodi otrok v glasbeno šolo iz romskega naselja. In ker je danes tak večer, tudi glasbeni, se mi zdi, da je zelo pomembno, da tudi to poudarva, da sta se tam srečala. In če meniš, da ni potrebno več o tem govoriti, da je to dovolj, da sva odstrla to tančico, potem bi jaz za zaključek mogoče predstavitve tega prvega dela prebrala en odlomek, kratek s pesmico, ki sta jo potem ravno Zoran in Milena predstavila na šolski proslavi v 8. marcu. Ja, no, znano je, da če kje tudi v pogovorih, ki so med nami velja, da so Romi talentirani za glasbo, da imajo glasbo že v rojstvu podano v sebe in to je tisto, kar je skoraj edina vrednota, ki med drugimi ljudmi velja za nekaj posebnega. In ni slučaj, da so romski glasbeniki na raznih naših glasbenih prireditvah, na veselicah, na zabavah zelo cenjeni in to je, ampak to je le ena pozitivna, medtem ko so druge storije pa so malo bolj zavite v tisto tančico, ni ravno najboljši se družiti z njimi, ne? No, bomo rekli, in reče se tako, da imajo zlate prste za glasbo. O ostalih prstih pa ne bomo govorili. To se me zdaj spomnila na eno staro pripovedko, ko so križali Jezusa Kristusa in je tam se znašel en Rom, pa je ukradel en žebelj, ki naj bi z njemu pribili na križ in so samo 3 žeblji, kot veste, na križu, pribiti za Kristusa na križu. In potem je Jezus, ki je bil križan, je rekel, tudi Romi imajo pravico krasti samo ne večjo vrednost, kako je vrednost tega žebla, ki ga je takrat Rom ukradel, da me niso pribili na njega. To je bila taka stara zgodba, ki je legenda, ampak tudi pove nekaj resnice v tem. No in tudi to je zapisano v knjigi. Sicer pa v tem odlomku, kot sem rekla, je bilo to na proslavi, kjer so bili prisotni Milenini starši in tudi starši Zorana, se pravi mama pravzaprav, no, ker oče v tistem času že bil pokojen, ne, ko je bilo to. Tako da smo pa že povedali, ne, da se starši Milenini niso strinjali, da se druži z Zoranom. In potem je pač mama doživela neko veliko presenečenje, ko je prišla na to proslavo. Torej, pred mikrofon sta stopila Zoran in Milena. Milenina mama je v trenutku prebledela. Pričakovala je vse kaj drugega kot to. To, da bo njena hčerka pela, je že vedela, a nikoli si ni predstavljala, da jo bo spremljal cigan. Ni vedela, kam naj pogleda. Zdelo se je, da so vse ženske usmerile svoje poglede v njo, kar seveda ni bilo res. A kdo bi ji to dopovedal, ko pa je sama čutila ravno to? Bila je tako znemirjena, da ni doumela, kako enkratno je Zoran začel igrati na violino, kako mu je lok lahkotno drsel po strunah in kako so se glasovi violine čarobno zlili z Mileninim glasom. Kupite moje papirnate rože, ubogo dekle prodaje jih po cesti ljudem. Grdo jo gledajo in nihče noče njenih ubogih rož kupiti. Zebejo, veter piha, njena uboga luč izgublja lesk. Nad njeno glavo pada sneg in mraz stiska njene prsi. Da si govorca nekoliko vdahneta, bosta poskrbela Elizabeta in Dragutin Križanič, znani glasbeni par, ki v Brežicah že več desetletij zelo aktivno deluje v ljubiteljski kulturi in je dolga leta vodil mešani pevski zbor Kud Brežice in taburaški orkester Artiče, poleg tega pa sodeloval na premnogih prireditvah ter posnel zgoščenko z lastnimi skladbami. Koliko odtisov sta svojim obsežnim delom vtisnila v brežiško kulturno prst, se ne da prešteti. Nocoj bomo prišteli še enega. Prosim.
Sirota jaz, okrog blodin, ubog cigansko trov. Samoti ti se solzi, kjer čuvam me levo. Samoti ti se solzi, kjer čuvam me levo. Ko sem na vasi se igral, nihče ni maral me. Če smo prej zaključili nekako z šolsko proslavo, pa takrat še ni bilo konec šolskega leta, se je pa zgodilo konec tistega šolskega leta nekaj nezaslišanega. Starši, Milenini starši so v Sloveniji prodali hišo in se odselili. Torej so nasilno ločili, ker so videli, da tu ne bo druge rešitve in se odpravili v daljni svet. Poveva kam. Ali ne? Ja, lahko se, če se mi je toliko povedali, da ste se odselili. Pomembno je, ta podatek je pomemben. Ja, tudi v Avstraliji, daleč na drugi konc sveta, ne, da bi bila ta zdaj dolga, ne. Ampak ljubezen ne poznam ja. Pomembno je pa to zato, ker drugi del knjige se nekako začne 10 let kasneje, torej ta potem, kot so rekla, da je drugi del. Kaj se pa potem zgodi po 10 letih? Ko se normalno bi se moral to, kar lahko pričakujete, da zgodi se, da se slučajno v Ljubljani, ki oba študirata, srečata. Potem se obnovi to prijateljstvo, ki preraste v ljubezen. Tako, zelo enostavno. In kaj zdaj? Zdaj, če si tako skrivnostni, potem bomo mogla zaključiti. Ampak vseeno, to prijateljstvo in to preraščanje v ljubezen ni bilo spet ne tako enostavno. Recimo v osnovnošolskih letih bi lahko rekli, je bilo še bolj nedolžno, zdaj je pa to, oba sta prišla, že sta odrasla in sta drugače gledala na življenje. Torej, ta ljubezen ni potihnila v tem času ali se potem slučajno, če se temu lahko sploh reče, da se slučajno s kom srečaš ali pa po naključju spet obudila. Kaj meniš, ljudi? Ja, mislim, da slučajev zdaj praktično ni. To je pota usode. Tudi jaz imam eno tako pot usode, ki mi je privedla v ta Brežiški konc, v Brežiške kraje. Tako je tudi ta dva fanta in dekle ob nekem srečanju sta se srečala. In potem se ta ljubezen razvija tako v nasprotovanju, v nedvoumnem nasprotovanju, ker težko je razumeti otroke, mogoče še lahko nekako ložiš, ampak dva skoraj odrasla človeka pa se čista zaljubljena. Kot vemo, sigurno imate izkušnje, da ljubezen ne pozna ovir in ljubezen se gre tam, kjer je nemogoče, tam bo našla tudi pot. Ampak vedno znova tudi v tej knjigi je to naznačeno, da vseeno ljubezen potrebuje nekoga, ki to varuje, ki nekako to ljubezen čuva in ne pusti, da bi se ločila, da bi razpadla. In to je najbolj skrivnost, kdo, kaj in zakaj, kako je od tega nastalo, ker res ne bi rad razkril celotne vsebine knjige, ker bi potem res bilo preveč. In še tako, mislim, da jaz sem hvaležen založbi predstavnika, sta danes prisotna, da so tudi v zavihku knjige, na koncu, ko so pisali v vsebinu, niso prišli do kraja, ampak so naredili vprašaj. In ta vprašaj naj vas potegne,
da bodo tudi nadaljevali z vsebino, ki je prisotna v tej knjigi. Jaz lahko rečem, da sem zelo zadovoljen z vsem, kar smo sodelovali pri tej knjigi in da čeprav ni prva, jaz sem večinoma teh knjig napisal za obe Muhorjevi založbi, Celovško in Celjsko, nekaj jih je bilo vmes še, ki so drugot nastale. Lahko pa rečem, da je tudi na zadnje se zasluži ta knjiga, tak jubilej, ker je 25. knjiga, ki sem napisal. Ti bi rad zaključil, ampak ne bomo še zaključili, da bomo tvoji soprogi priložnost, da prebere še en odlomek iz tega drugega dela knjige, ki je tudi zelo opisuje to problematiko in mislim, da je prav, da vse nekaj zvemo. Vidim, da je megla pregosta. Kaj te muči? Povej mi, prosim. Zdaj bo morala povedati. Morala. Ne, res je, Zoran, te megle se ne da pregnati. Te ne bosta pregnala niti sonce, niti veter. Ta je pregloboko v meni. Razočarana sem, strašno sem razočarana. Mama in oče me ne razumeta. Zoranu se to ni zdelo nič nenavadnega. Celo pričakoval je, da mu bo kaj takega povedala, zato ni razumel niti žalostnega pogleda, niti glasu, ki je bil tih in brez veselega zvena. Saj nekaj takega si tudi pričakovala. Kar spomni se, ko si rekla, da bodo doma težave, ampak težave bova premagala, skupaj bova vsem okos. Nisem povsem prepričana, da bo tako enostavno, kot si predstavljaš. Ona dva naju ne razumeta. Slišiš, ne razumeta, da se imava rada. Kot sedaj vidim, tega niti ti ne razumeš. Nasmehnil se je. Le kaj si domišlja ta njegova Milena, da ne bi razumel? Seveda razume. Veš kaj, Milena? Seveda te razumem in tudi oba tvoja starša razumem. Čeprav ju je težko razumeti, razumem. Pozabljaš, da se s takimi in podobnimi preprekami jaz in moji srečujemo na vsakem koraku, da smo že zaradi tega skoraj neobčutljivi na to, kaj si drugi mislijo o nas. Meni je ta trenutek najbolj pomembno, da sva midva enakih misli. Je pa še ena druga zanimiva stvar. Dejansko so starši Milene hoteli prekiniti to zvezo in so uporabili vsa možna sredstva. Res je zelo kruta zgodba proti koncu. Je pa druga zanimivost, da tudi v tem romskem naselju, odkoder je Zoran izhajal, so se pa tudi zavedali, da pari ponavadi se taki pari nažalost ne znajdejo skupaj in so tudi hoteli Zoranu poiskati dekle iz njegove sredine, sigurno. To je, se pravi, tudi na obeh straneh je bila ta želja poročitvi. Na eni strani zaradi sovraštva med dvema različnima etničnima skupinama, na drugi strani pa zato, da bi dekle obvarovali sovraštvo in ne bi prihajali z druge strani. Se pravi, ampak poročitev je bila v obeh primerih na vidiku. Ampak vsaka zgodba ima neko skrivnost, naj bo ta skrivnost tudi še naprej skrivnost in naj vas potegne v branju. Vemo, jaz sem že pred dolgim času gledal ali pa tudi prav še prej, ta znani roman Viktorja Hugoja Nesrečniki. Tudi tam je neka taka ljubezen, ki se skozi dolga leta razvija in tudi tam je nekdo, nek angel, nek skrivnostnež, ki to ljubezen čuva in pripelje do takega konca, ki se ga pač ljudje, ki smo čustvena bitva, želimo in po njem krepenimo.
Potem pa hvala za tvojo razlago. Roman je izdala Celjska Mohorjeva družba, ki nekako Rudija razume in ga podpira in pri tej družbi si izdal že več knjižnih del. Nocoj je med nami ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe, dr. Tanja Ozvalič, in če želi, jo vabim k besedi. Ja, hvala lepa, ženska sem, če me povabite k besedi, ja bom rekla ne. Prisrčen pozdrav, mohorski pozdrav, tudi iz prve slovenske založbe. Ne vem, če vam ta podatek kaj pove, prva slovenska založba. Kaj, a smo najboljši? Ja, jaz bom tako rekla, da. Ampak res smo bili prvi, ne? Anton Martin Slomšek je bil tisti, katerega ideja je bila, da potrebujemo eno ustanovo, ki bo za Slovence načrtno pisala knjige. Take, ki bodo zanimive, take, ki bodo poceni in ki bodo šle v vsako slovensko hišo. In mislim, da ga res ni med vami koga, ki ne bi imel doma vsaj na kakem podstrešju kakšne večerniške povesti, po katerih je bila Mohorjeva tudi zelo znana. In naj kar povem, slovenske večernice so najstarejša slovenska knjižna zbirka in v 173. zvezek te zbirke se je uvrstil tudi ta roman Rudija Mlinarja. Me je že cel večer strah, da bom morala naslov tega romana povedati na glas, ker mi ga izgovarjamo kamal tu, tako kot bi v slovenščini neko tujko pač prebral. Ampak tu je veliko žlahtnih govorcev, ki znajo to prav povedati. Kako se reče v romščini? En drug naglas ima, ne? Kako? Kao imaš tu? Ja, v enem filmu sem to slišala, ampak dokler ne slišim od, tako kot so rekla, žlahtnega govorca, sveto spoštovanje, ne, da to prav. Tako celo, je verodostojno, vidite. Želela sem pa mogoče tako nekako reči svoj dar. Imamo pa med nami nocoj tudi ilustratorko Tamaro Pintarič, ki je tole knjigo oblikovala, da je prijetna na vtip in tudi na izgled. Skratka, ta grafika, ki je na tej strani, ko se boste podrobno pogledali, oziroma ko boste brali knjigo, boste prepoznali, kdo se na njej skriva ali pa odkriva. Jaz bi mogoče ob koncu vprašala tudi v dvorano, če bi kdo želel se z Rudijem pogovarjati, oziroma ima kakšno dodatno vprašanje, potrebuje še kakšen namig, da lažje kupi knjigo, oziroma da jo začne prebirati. Lepo zdrav vsem skupaj. Mi smo danes duet Sinji Galeb, inače Nataša i Saša. Otpevat ćemo 3 pesmice, naše autorske. Prva pesma je na romskom, slovenskom jeziku, Ljubezen nepoznanija. Možeš. Hej, črni mačo, naj te ne skrbi, srce je vedno brez meja, ljubezen bitka vse lahko dobi. Hej, črni mačo, naj te ne skrbi, srce je vedno brez meja, ljubezen bitka vse lahko dobi. Tu makave, smeti kama, eno to čaši tega priča.
Ljubezen ne pozna meja, v temu je čas. Kama prekaljača, kama prekaljača. Ljubezen ne pozna meja, v temu je čas. Kama prekaljača, kama prekaljača. Dobro večer, lepo pozdravljeni v imenu našega župana Ivana Molana in občine Brežice. Veseli me, da smo bili kot občina soudeleženec in organizator tega dogodka skupno z Društvom diabetikov Brežice, Posavje. Zelo zanimiv dogodek. Presenečen sem nad tako udeležbo in nad celotnim programom. Pozitivno presenečen. Predvsem je presenetilo 22 mladih otrok, ki so tukaj nastopali. Meni je zelo prijeten nastop. Jaz upam, da bo takih nastopov čim več. Občina Brežice se trudi in zadnjih par let rešuje položaj romske skupnosti v naši občini. Delamo majhne korake in upam na prave korake. 8. aprila je dan romske skupnosti. Smo pripravili program na tečaj likovni za otroke, ki bojo vsi otroci, ki bojo prinesli kakšno svoj izdelek v osnovno šolo, tudi nagrajeni, in na Svetovnem dnevu Romov bojo dobili vsi nagrajeni tudi te malenkostna darila. Tako da, hvala lepa še enkrat za lep večer. Rudi, hvala tudi vam za lepo knjigo. Bi pa rekel še takole, da videl sem danes tukaj na odru že Zorana pa Mileno. Enkrat je imel na vrsti violine kitaro v roki, Zoran, drugič je pa mikrofon vzel v roko, tako da lepe zgodbe. Glasba piše lepe zgodbe posod med vsemi nami in jaz upam, da bo tako tudi naprej. Jaz vam želim še lep večer in vse dobro. Hvala. Večer vsem. Jaz sem bolj tak govornik, ko Rudi, ne morem parirati, gospodi nekrici ne morejo družile, tako da bom nakratko se lepo zahvalil Rudi za tako izredno delo, pa ne samo za to, za vrsto del, na katere smo ponosni kot kulturno društvo Franc Bogovič Dobova, katerega članci skupaj z Ivanko, ki sta, bi rekel, najproduktivnejših tandemov v nas, vsaj v našem društvu, pa mislim, da še širše. Hvala lepa vam, tudi obema, za te vaše projekte, kot radi rečemo. Upam, da vam bo še kaj ratalo v bodoče, koliko vem, sem že nekaj pripravila, tako da čestitam vam. Čestitam in se zahvaljujem tudi organizatorju za izredno lep program, ki predvsem sem presenečen, pozitivno presenečen nad ono prvo točko. Zelo lepo je videti otroke, romske otroke, tako da ne govorim tudi za ostale nastopajoče. Ne, da ne bi kdo mislil, da sem bil všeč. Hvala lepa vsem še enkrat, tebi Rudi pa simbolično darico. Gospodu Ilježu, predsedniku Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Najprej hvala vsem vam, ki ste prišli na nocojšnjo prireditev. Nadalje se zahvaljujem gospe Lučki Černelič, ki je vodila pogovor z avtorjem. Hvala Rudiju, ki je knjigo napisal. Prosim Petra Dirnbeka, če pride na oder. Hvala vsem, ki ste prispevali svoj kamenček, da je knjiga išla. Hvala občini Brežice za pokroviteljstvo večera.
Hvala Zvezi društev diabetikov Slovenije, ki tako podpira naše delovanje. Hvala FIHU, ki v veliki meri omogoča finančno vzdržnost društva. Hvala vsem sponzorjem, nekateri so danes tudi prisotni, posebna hvala jim. Hvala bolnišnici Brežice in zdravstvenim domovom vseh 3 občin.